En lep pozdrav vsem skupaj na novi nepremičninski kavici. Danes je spet sreda in spet z novimi nepremičninskimi temami. Danes bo ena posebna tema in sicer bomo navedli neke razloge, zakaj pa nepremičnine ne kupiti. Na splošno velja neko pravilo, da Slovenci pač moramo biti lastniki samih nepremičnin. Če se strinjate s tem, mi lahko kar spodaj v komentar napišete, se strinjam, torej lastniki nepremičnin smo Slovenci poznani po tem, ja, smo. In o tem bomo seveda govorili danes. Jaz zdaj v tej nepremičninski kavici ne želim nikogar napeljevati na to, da nepremičnine ne kupi in da se odloči za najem, ampak mogoče predstaviti tudi malo drugi vidik, zakaj pa bi se mogoče bilo bolj smotrno odločiti za sam najem, torej bivanje v najemu. Dobro jutro vsem skupaj, vidim, da se že lepo nabirate, tako da jaz mislim, da je najboljše, da se kar odpravimo k današnji temi. Mogoče bom začela kar na način, kaj smo v bistvu Slovenci. Slovenci smo poslušni, delovni, varčujemo in torej smo lastniki same nepremičnine. Mislim, da na ravni celotne Evropske unije je povprečje okrog 34%, mi pa imamo ta delež, mislim, da je čez 90%, cirka 65% živi v hišah Slovencev. Zdaj ti odstotki ne me čisto držati za besedo, zato ker se te številke spreminjajo konstantno, ampak tu nekje malo za primerjavo. Pa poglejmo recimo primer Švicarjev. Tam cirka 5% Švicarjev bi naj samo živelo v hišah, Slovencev pa kar 65%. In kakšna je ponavadi ta slovenska hiša? Vsekakor stara nekje v povprečju okrog 30 let in energetsko zelo potratna, ponavadi pa v teh hišah živijo tudi starejši ljudje in ponavadi samo ena oseba, ki bomo rekli, da bolj ali manj nekako životari. Torej, nima za ogrevanje, nima za hrano, ampak Slovenci se vemo, smo čustvene osebe in nekako moramo, mislim, da že imamo gensko zapisano, da moramo biti lastniki nepremičnin, vse verjetno to že iz neke naše zgodovine, vse skupaj odmeva, ko smo bili seveda, bomo rekli, hlapci, nas je živelo 20 v 2 sobah in tako naprej. Seveda pa je prišel potem čas Tita, prišel je tudi Jazbinškov zakon, in na podlagi tega smo Slovenci torej postali številka 1 v Evropi, kar se tiče samih lastniških nepremičnin. Je vsekakor, to je zelo pohvalno za nas, ampak se je treba vprašati, koliko je vse to tudi smotrno. Tako da, kot sem že omenila, torej, kar se tiče nekih drugih bolj razvitih držav, da recimo oni razmišljajo čisto na drugi način. In zakaj? Jaz bom zdaj naštela nekaj razlogov, zakaj. Recimo številka 1. Številka 1, če se seveda odločimo za predrago nepremičnino oziroma za nepremičnino, ki ni na podlagi naših zmožnosti. Kaj se lahko zgodi? Zgubimo službo, ne moremo plačevati same hipoteke in je potrebno nepremičnino hitro prodati. Kaj ponavadi pomeni hitra prodaja? Da bomo pri nepremičnini izgubili 10, lahko tudi 30 tisoč evrov. In spomnimo se švicarskega franka. Koliko družin je takrat moralo svojo nepremičnino zaradi preživetja prodati? Še vedno živijo v najemih in verjetno bojo celo življenje živeli v najemu, zraven tega pa še odplačevali ta davek. Torej, zelo pomembna zadeva, vprašati se je potrebno najprej, ali bomo lahko to nepremičnino sploh plačevali. Naslednja točka, investicije.
Vemo, da pri sami nepremičnini nekih investicij, sploh kar se tiče hiše, bolj ali manj ni konca. Hišo je potrebno, da je energetsko učinkovita, cel čas v bistvu ne obnavljati, ampak seveda, če imamo na kurilno olje, bomo zamenjali za toplotno črpalko. Smo na par tisoč evrih. Streho je potrebno menjati vsakih, 20-30 let. Potem seveda je potrebno neke zadeve, ki jih na sami hiši ne predvidevamo. Recimo, da vsakih par let se na nepremičnini pojavijo, da samo ohranjamo neko vrednost nepremičnine, imamo par tisoč evrov stroškov. Verjetno se strinjate s tem, napišite spodaj tisti, ki seveda ste lastniki hiške ali same nepremičnine, ali se soočate z temi stroški, torej vsakih par let, pa je potrebno okolico urediti in tako naprej. Gremo naprej. Številka 3, vezanost na samo nepremičnino. Tukaj mogoče govorim o službi. Vprašajte se, ali mislite v tej službi ostati celo življenje. Se boste z vašo nepremičnino omejili svoje nekako življenjske priložnosti in se vezali na določen kraj, ali pa boste morda zamenjali nepremičnino oziroma službo in se boste vozili recimo vsaki dan par ur v službo. Tukaj gre seveda za strošek bencina in seveda za vaše življenje, za vaš čas, ki ga boste porabili za pot v službo. Torej, ponavadi se z nakupom same nepremičnine tudi nekako vežemo na neko službo in zaradi tega ne naredimo nekih določenih premikov v življenju. Investiranje, varčevanje. Kak smo navajeni oziroma kaj ponavadi govorijo starejši ljudje? Nepremičnino bom pustil za svoje otroke. In zaradi tega, kot smo že prej omenili, dosti starejših ljudi bolj ali manj, na žalost, životari iz dneva v dan in ne živijo življenja, ki si ga zaslužijo. Pridejo neke dobre življenjske priložnosti, pa naj so to delnice, naj so to neki nakupi na dražbah. Če si ti komaj zbral oziroma dal kredit še za to, da si lahko dal polog za nepremičnino, potem boš težko v samem življenju karkoli privarčeval ali pa naredil kakšno dodatno vrednost, seveda. Zakaj ne bi mogoče razmišljali na način, da bi živeli v najemu in ko bi šli seveda v zasluženo penzijo, imeli na računu 100 000 evrov, ali pa bi imeli teh 100 000 evrov samega kapitala v razpršenih sredstvih. In bi seveda ob tem v življenju še uživali in potovali. Recimo. Potem stil življenja. Zdaj, nekako enako kot pri prejšnji točki. Radi potujete, radi se mogoče selite, ste mogoče takšna oseba, ki na enem mestu ne vzdrži predolgo, ali pa ste že nekako prepričani, da boste, čez 10 let živeli nekje ob morju v drugi državi, kar bom jaz. V takem primeru tudi ne vidim smotrnost nakupa same nepremičnine, ker kot smo že omenili, nepremičnino je potrebno konstantno vlagati, da bo le-ta obdržala neko določeno vrednost. Tako da, vprašajte se, kaj si želite v življenju, kaj so vaše sanje. Potem, številka 6. Ste morda v nekem razmerju, pa še ne veste, kam točno to razmerje pelje. V takih primerih recimo oba dva partnerja plačujeta hipoteko, v primeru ločitve se takšne nepremičnine bolj ali manj vedno prodajajo in bolj ali manj vedno z neko izgubo, zaradi tega, ker je potrebno nepremičnino hitro prodati
Jaz zdaj tukaj ne napeljujem, da tisti, ki ste v razmerju, se ne odločite za skupno. Pač vprašajte se, v kakšnem razmerju ste, ali pa mogoče, ali je partner glavni vir, da plačuje to hipoteko. To so pač takšna vprašanja, ki si jih je tudi dobro postaviti, ne. Napišite mi spodaj v komentar, če se strinjate s tem. In imam še eno točko, številka 7. Ali kupujete nepremičnino mogoče zaradi tega, ker jo vsi kupujejo? Trenutno smo v takšnem stanju, ko nepremičnino kupujejo vsi. In sploh se več ne vprašamo, kaj sploh dobimo za ta denar, ampak ker je sosed kupil zdaj nepremičnino, oziroma neki prijatelj ali karkoli, pa bom zdaj si še jaz privoščil seveda novo nepremičnino, oziroma če ima brat nepremičnino za investicijo, ne, oziroma za samo naložbo, bom pa še hitro jaz kupil eno nepremičnino za naložbo, ne. Tako da tukaj je treba res o smotrnosti se vprašati. Vsi vemo, kakšne so trenutne cene, če primerjamo eno 3-sobno stanovanje, ki je stalo 2 leti nazaj v Mariboru 80 do 90 tisoč, danes pa stane 140 tisoč. Je takšen nakup smotrn? To se pač vprašajte, seveda sami. In ne kupovati nepremičnine zaradi tega, ker jo vsi kupujejo. Ker boste kmalu ugotovili, da ta nepremičnina morda ni primerna za vas in takrat jo boste prodali pod ceno. To so seveda neki razlogi, zakaj se je mogoče včasih boljše odločiti za sam najem. Jaz se vsekakor strinjam, da če dolgoročno v neki nepremičnini v bistvu nekdo ne bo ostal, že zdaj ve, da je ne kupuje. Trenutno smo v nekem nepremičninskem kaosu, ne? Cene še vedno grejo gor. Kako dolgo bo to trajalo, seveda noben ne ve. In kako dolgo bojo obrestne mere na tej ravni. Tako da kupujte smotrno in nekako po pameti, rečem jaz vedno, ne? Tudi pri nepremičninah enako velja v življenju. Včasih je treba malo razmisliti. Tako da s tem bi jaz v bistvu nekako zaključila, ker sama nepremičnina v bistvu ni kot neke vrste naložba, ne. Nepremičnina je strošek in tega se ponavadi Slovenci na splošno ne zavedamo. Seveda je to neka naložba oziroma investicija, če imate nepremičnino, ki jo oddajate. V primeru pa, da v njej živite, pa je potrebno res konstantno vlagati. In s tem bom nekako zaključila današnjo nepremičninsko kavico. Upam, da vam je bila tema zanimiva, da ste mogoče pa vseeno razmislili, oziroma da boste naslednjič, ko se boste odločali o nakupu nepremičnine, malo razmislili. In želim si tudi, da bi Slovenci na splošno začeli tudi razmišljati na malo bolj ekološki, ne samo ekološki, ampak čisto drugačen način, ne. Torej, da se ne vedno držimo samo ene nepremičnine in enega kraja. Če želimo novo službo, nove življenjske priložnosti, moramo seveda, če smo v lastniški nepremičnini, to nepremičnino hitro prodati in se preseliti v drugi kraj. Ampak ponavadi pri Slovencih nekako velja, da bomo ostali tukaj, v tem kraju, za to službo in nekako preživeli to življenje. Ne razmišljati na ta način, torej razmišljajte izven naših in vaših okvirjev, to vam želim. In današnjo sredo vam želim čudovito, sončno, če ni sonca, si ga naredite in to je to za danes. Čau!